Ali res na zdravje pomislimo šele takrat, ko zbolimo? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Večina nas na zdravje pomisli šele takrat, ko zbolimo. Vsi vemo, da je zdravje naše največje bogastvo. Običajno pa do tega spoznanja pridemo prepozno. Materialne stvari so bolniku običajno nepomembne in si želi samo zdravja. Kaj pa je zdravje? V zdravstvenih izobraževalnih programih uporabljajo sledečo definicijo zdravja. Je dinamično ravnovesje telesnega, duševnega, čustvenega, osebnega, duhovnega in socialnega blagra, je pomembna vrednota, ki jo je potrebno nenehno negovati in krepiti in se ji posvečati. Naše duševno in telesno zdravje si lahko med drugim izboljšamo tudi z medgeneracijskim sodelovanjem, ki nam na nek način lajša osamljenost. V tej naši starajoči družbi dejansko medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje postaja vedno bolj zavestna odločitev, kajti življenje v skupnosti nas bogati in osrečuje. Seveda na naše zdravje vplivajo še številni drugi dejavniki, kot so na primer zdrava in uravnotežena prehrana, šport, duševno stanje, naše razpoloženje in tako dalje. Najbolj pa se mi zdi pomembno, da smo zdravim načinom življenja zgled sebi in drugim, predvsem pa našim otrokom. Če vsak dan veliko časa presedimo na stolu pred računalnikom, imamo lahko to negativne posledice na naše zdravje in je pomembno, da si vzamemo čas zase, da si napolnimo baterije, se znebimo stresa in ne nazadnje, da se umaknemo stran od ekrana. Lahko se preprosto sprehodimo med malico, zaužijemo nekaj svežega zraka in s tokrat kot trajno prekinitvijo prekinemo dnevno rutino. Če pa tudi tega nimamo možnosti storiti, si lahko privoščimo sprehod zvečer ali pa zjutraj pred službo. Počitek in kvalitetno preživljanje časa je pomemben del ohranjanja našega zdravja tako doma kot na delovnem mestu. Počitnice so idealen način za zmanjševanje stresa in odvrnitev misli od dela. In pomembno je vedenje, da zdravje izhaja iz vsakega posameznika, zato je največja vrlina poznati prav samega sebe. Zdravje mora postati naša življenjska investicija, namenjena nam samim in našim družinskim članom. Nikoli ni prepozno, da začnemo z zdravim načinom življenja, zdravo prehrano in ne nazadnje gibanjem. Zdravje posameznikov oziroma državljanov je odgovorno za preprečevanje in varovanje javnega zdravja. Zdravstveno varstvo je namreč kombinacija ukrepov političnega, socialnega, zdravstvenega, kulturnega, gospodarskega in sanitarnega načrta za izboljšanje zdravstvenega stanja vsakega člana družbe. Torej, zdrava družba je ena od sestavin uspešne države. Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.